V Bistriškem gradu je pretekli ponedeljek potekala spominska akademija ob 81. obletnici padca Pohorskega bataljona. Osrednji govornik na prireditvi je bil podžupan občine Slovenska Bistrica Modest Motaln. Danes, 8. januarja, se v Slovenski Bistrici spominjamo dne, ki je globoko zasidren v naši zavesti. Zaznamujemo 81. obletnico poslednje bitke Pohorskega bataljona na Osankarici, natančneje pri 3 žebljih na Pohorju. Dogodka, ki ni samo del naše lokalne zgodovine, ampak je bil prelomen v procesu oblikovanja naše narodne identitete in poti k samostojni Sloveniji. Borke in borci Pohorskega bataljona so se borili za vrednote, kot so svoboda, enakost, solidarnost in pravičnost, ki so osrednje za našo skupnost. Te vrednote so bile temelj boja za boljšo prihodnost, temelj, na katerem smo zgradili našo državo. V današnjih časih, ko se soočamo s številnimi globalnimi in pa lokalnimi izzivi, je pomembno, da se spomnimo, kako zelo dragocene so te vrednote. Naša odgovornost je, da ohranjamo spomin na tiste, ki so se borili in padli za te vrednote. Dali so največ, kar lahko človeku da, svoje življenje. Dali so svoje življenja zato, da danes lahko živimo v svobodni pa demokratični državi. Njihova žrtvovanja nas opominjajo, da svoboda in pravičnost nista samoumevni, temveč sta rezultat trdega dela, odločnosti in poguma. Naše spoštovanje do te zgodovine mora biti aktivno, ne samo v besedah, temveč tudi spoštovani v dejanjih. Moramo se zavzemati za ohranjanje teh vrednot v našem vsakdanjem življenju, v naših skupnostih, v naših šolah in na delovnih mestih. To pomeni, da moramo biti vedno pripravljeni stati za pravičnost, zagovarjati enakost in se zavzemati za svobodo misli in izražanja. Naj bo spomin na Pohorski bataljon navdih za nas vse, da nadaljujemo z njihovim poslanstvom in ustvarjamo družbo, ki spoštuje in neguje vrednote, za katere so se borili. V kulturnem programu so nastopili literarna sekcija Kutgaj Zgornja Poskava, mezzosopranistka Andreja Obrul, ki jo je na klavirju spremljala Neja Skrbiš, in mariborski oktet pod umetniškim vodstvom Špele Drašler.